teden se je začel v znamenju podrobne analize transportnih stroškov. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need money. Elitna četica preiskovalnih novinarjev se je poglobljeno ukvarjala z nekaj manj kot 10.000 evri, kolikor je stal letalski prevoz, s katerim se je družina predsednika vlade Janeza Janše po prvomajskih počitnicah predčasno vrnila s počitnic v Grčiji. Da je bil zaradi obolelega dojenčka prevoz nujen, neustrašnih predstavnikov sedme sile, ki hrabro branijo vsak svojih 1,20 centimetrov novinarske avtonomije, ni posebej zanimalo. Prav tako jih ni zanimalo dejstvo, da je premier stroške poravnal iz svojega žepa. Janša je kriv, ker je šel na dopust. Saj res, zakaj pa bi en tak predsednik vlade sploh potreboval dopust? Janša je kriv, ker se je vrnil z dopusta. Še posebej pa je kriv, ker se je z dopusta vrnil predčasno. Pravzaprav bi Janši to, da je šel na dopust, morda lahko odpustili edino le v primeru, če se z dopusta sploh ne bi vrnil. Janša je seveda kriv tudi zato, ker je za letalski prevoz porabil skoraj 10.000 evrov. Janševe krivde dejstvo, da za to ni porabil denarja davkoplačevalcev, seveda ne zmanjša. Nasprotno, prav to očitno kaže, kako Janez Janša viha nos nad našim denarjem. Naš prvorazredni predsednik države Danilo Tirk denimo je za en sam polet v Sarajevo brez vsakega zmrdovanja pokuril 90.000 evrov davkoplačevalskega denarja. Skromno in pošteno. Tole Janša se pa napihuje in očitno kaže, kako ima vseeno nekaj pod palcem. Ja, in to včasih, ko je država v hudi krizi in bi se za predsednika države spodobilo namesto na dopust hoditi po pakete na Rdeči križ ali na Karitas. Money don't get everything is true, but what it don't get I can't use. I need money. That's what I want. That's what I want. No, če je predsednika vlade vrnitev v domovino stala nekaj manj kot 10.000, pa je zaenkrat še neznani dobrotnik namenil 6.000, da se znamenita družina Strojan ne bi vrnila v Ambrus. 6.000 evrov je namreč znašal račun za elektriko, kar je enega od poglavarjev družine, Rajka Strojana, precej razkurilo. Tega mi plača ne bova. Kot dogovorjeni smo bili z ministri, da plačuje elektriko in vodo, da imajo tega oni. Tega se oni ne držijo. Zaradi neresnosti ministrov bi se bili Strojanovi skoraj da prisiljeni vrniti v Ambrus. Eni člani družini so blizu Ambrusa, tako da mislim, da tam med 10-11 uro bo pa si ostali šli. Kako je bilo z elektriko na skrivni lokaciji, nam ni uspelo izvedeti. A kot rečeno, je neznani dobrotnik njihov dolg poplačal in v Rojah si spet svetijo, grejejo mleko na rešojih in surfajo po svetovnem spletu. Kdo ve, ali so že prisurfali na Wikipedijo, kjer o njih piše takole. Strojanovi so prepoznavna slovenska romska družina, okoli katere se je spletla ambruška afera, ki se je razplantela, ko so se v zgodbo vpletli še prebivalci Ambrusa. Družino med drugim sestavljajo poglavar Mirko Strojan, Elka Strojan in Rajko Strojan, kot najbolj poznani člani družine. Še to. Če ste radovedni, kdo je dobrotnik, ki je Strojanovim poravnal 6.000 evrov dolga za elektriko, boste bržkone kmalu izvedeli. V Wikipediji v nadaljevanju članka o Strojanovih namreč beremo. Strojan sicer ni njihov prvotni priimek, saj se je Elka Strojan, rojena Hudorovec, poročila z Mihom Brajdičem, medtem ko so sedanji priimek prevzeli v zahvalo zdravniku Strojanu, ki je ozdravil njunega bolnega sina. Iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, da se bo iz hvaležnosti neznanemu plačniku in dobrotniku zdaj del družine odjemalcev električne energije Strojan preimenoval po njem. Pred zaključkom pospravljanja je na naše podstrešje udarila
udarila novica o tem, da sta dva policijska sindikata vložila pobudo za referendum. Zato objavljamo še posebno obvestilo oziroma klic v sili. Neznanega dobrotnika, ki je s Trojanovim poravnal račun za električno energijo in tako preprečil, da bi se podjetna družina vrnila v Ambrus, naprošamo, da na kak ustrezen način poravna še terjatve obeh policijskih sindikatov. Če se to ne bo zgodilo, bomo namreč državljani Slovenije prisiljeni pakirati kufre za Grčijo.